kot da je to ne vem kva. Nekaj res posebenega. No, ampak... Lahko vam povem, to, kar bo danes, je res nekaj posebenega. Preden začnemo, bi vas pes prosil za eno uslugo. Če vam je všeč pogovor in če vam je všeč, kaj tukaj delamo, in če ste pripravljeni podpreti ta kanal, je enostaven in brezplačen način, kako lahko to naredite, da se naročite na kanal. Jaz pa vam obljubim, da bom vsak teden z ekipo poskrbel, da bo epizoda boljša. Najlepša hvala. Nekaj veš. Zanimivo pa itak. Zanimivo pa itak bo, večer, ne? Bo večer, torej pozdravljeni v novem podcastu. Danes, nisem podcastu, ne bo prav dolg, ampak ker se nama mudi. Simon, povej, kam se nama mudi. Ja, danes je en tistih večerov, ka veš, da bo ostal v spominu. Da bo nekaj posebenega, da se bo nekaj zgodil tazga, za kar je vredno živeti, ne? In v resnici, okrog takih dogodkov, kaj je danes, verjetno ste že v naslovu videli, kaj je bilo, ampak okrog takih dogodkov, kaj je danes, se dela neka mreža, kot da je to ne vem kva, kot da je to nekaj res posebenega. No, ampak lahko vam povem, to, kar bo danes, je res nekaj posebenega. Sploh za Slovenijo, ker to je prvi tak res ogromen boksarski dogodek, ki bo prišel na slovenska tla. Ne? Ja, sej že, ko sem gledal, kdo je vse v dvobojih, sem najprej videl, da je tako zasedba bolj iz Slovenije pa vzhodne Evrope, ampak pa malo odpreš oči, pa pogledaš, kaj je glavni event, pa Ja. malo bolj tako težko kategorniški spopad, pa slovenski derbi, slovenski derbi so Slovenci. Ja. Ampak bodo tudi druge države iz Afrike in Južne Amerike, tako da tega se sploh najbolj veselim. Jaz zdaj ne vem, česa se ti, jaz se najbolj veselim spopadov, ko bodo pač drugi, ne samo Slovenci, Južnoameričani, pa še en Črnc naj bi bil iz Gane, ne? Ja. Tako da to mene najbolj zanima, ne? Pa kako se bodo seveda bom navijal za Slovence, ne? Ampak me zanima, kako se bodo z drugimi mednarodno konkurenco kosali in pa seveda potem glavni dvoboj večera. Kaj pa, To Simona najbolj zanima, se mi zdi. Ali? Mene stvar v bistvu zelo zanima v celoti, je res, imaš prav, me najbolj zanima zaradi tega, ker je tudi, jaz vse te naše borce v resnici poznam, jaz sem že bil na 2 takih dogodkih in v bistvu ta glavni borec večera, Nejc Petrič, je moj trener bil, ne. Okej, no zdaj si to povedal. Ja, mislim, pa te more, midva so se že prej pogovarjala, ne. Ja. Že kar veliko povedala in tega mi ni povedal, tako da zdaj pa mora ti biti to glavni event večera, upajmo, da večera, ne? Da ne bo zdaj to. Ja. A ne, to si prej omenil. Ker nazadnje, kar se je zgodil, je Djelon Januzaj, ki se tudi danes se bori, se proti enemu Hrvatu, danes je proti enemu Makedoncu, tako da mislim, da bo stvar malo bolj zanimiva pa dolgotrajna. No, ampak zadnjič se je boril proti enemu Hrvatu, ki je res gledal mašina, ne, na polno. Ampak žal so ga po, ne vem, pol minute odpeljali z rešilcem. In zato je potem se stvar zavlekla za 1-2 uri in smo glavno borbo večera spremljali ob 1:30 zjutraj in je stvar bila tudi malo taka. Veliko ljudi je šlo domov, no. Meni je bilo še zmeraj zanimivo, no. Ja, nekaterim so stvari zanimive, tudi toliko pozen. Pač se imava izkušnje z poznih stvarmi, tako da midva bova ostala, midva bova gledala, ne glede na to, kam bodo uvrstili zdaj ta Nejc Petrič proti Venezueli. Verjetno bo zadnja borba, ne? Verjetno bo zadnja. S tem se jaz edino strinjam. Mislim, lahko bi bilo tudi kaj prej, definitivno pa ne na začetek. Ja. Tako da mislim, tvoj trener. Daj povej malo več o temu. Jaz sem, ko sem boks treniral, 2-3 leta nazaj sem ga nehal, no. Ampak takrat je Nejc bil je postajal eden izmed glavnih trenerjev, on je v bistvu tudi 8 let, zato se tudi bori za naslov svetovnega prvaka mladih, WBC Youth Championship, ki je World Boxing Championship, ne. In to je v Sloveniji.
In to v Sloveniji. To je definitivno omembe vredno. Ker, Ja. mislim, to je tako, res Slovenija postaja tako pač center športa v različnih športih. Ja, mislim, tako. Pač kolesarstvo, evropsko prvenstvo, zdaj še tale dvoboj s Kolumbicem, Kamiljenom, Enamoradom. Mislim pa, da lahko omenimo to, da je fair, da to stoji na dejansko ljudeh, ki se zelo, zelo trudijo za te stvari, ne? To pa In da definitivno. potiskajo ta šport, da omogočajo športnikom ta šport. Ne? In to v bistvu tukaj je. Tudi moj trener in šef je Andraž Cjuha, ne? Ja. Ki organizira celotno stvar. Ja, to vse zahvale in pohvale njemu, da, Ja. da bomo videli. Res se veselim tega Dogodka. večera, te noči in mislim, če boš ti kaj tam posnel, boš? Ne boš? Bova videla, mogoče bo Bova kaj videla. komentirala, jaz mislim, da bova. No. Ja. Jaz mislim, da bova. Ker zdaj le bo dosti kratko, tale vodek, pa bo pa še kaj komentirala med dogodkom, zaradi tega, ker imamo čez 1 uro, ura je 5. Ne. Jo. Ja, Čez 1 uro se že čez 1 začne. uro. Ampak ja, to bo 11 borb. Ne? Če 11 so prav borb, preštela. ja, mislim, da so pravilno. Mislim, da so 4 tako izstopajoče, torej glavni dvoboj, co-main event, težko kategorniški spopad, ker tebe sem dobil nek feeling najbolj zanima. A veš, kako je to? Ker bo hiter. To je hiter ali pa ne, ne? Ali pa ne. Zdaj, tokrat se mi zdi, da bo zelo izenačen. Aha. Da je, torej Januzaj ne bo tako hiter. Sigurno ne. 100% ne. Sigurno Ker ne. ima zelo, zelo težkega nasprotnika. Torej, Zelo. nasprotnik pa je In makedonski gangster. ja. To bo A veš, nasprotnik je težek in dobesedno in ne direktno. Okay. Težka kategorija, ne? Ja, tam. Oba ima ta 140 kg, po mojem. Au, Ja. no, to govorimo o 2x jaz. Ja, več kot 2. Še več kot, čeprav že blizu, ampak Ja, okej. tako da v bistvu, ja, potem pa še slovenski derbi, ker mene tudi zelo zanima. Sam to je pa po moje dejansko ni več med temi 3 glavnimi borbami, ker 3 glavne borbe so basically borbe za pas. To je Ja. tako kot take borbe, ki se odvijajo v Ameriki, veš, basically. Ja. To je zdaj nivo To je iz tisti zadnjega eventa. preskok, ne, je ki oren ga skok. danes vidimo, Ja. ki ga bomo danes videli na tem eventu in to v Sloveniji, ne, to je Ja. preskok, ker načeloma prej tega, nismo. Ne. Ne, nismo, no. Ne. Torej, zato pač tudi to snemava, ker je to velik dogodek. Vse mogoče, če bom uspel v objektiv ujeti, boste videli tudi na teh dogodkih so veliki ljudje. No. Ponovadi zavod pride, pa tudi marsikjer influencer, pa tak. Ja, to bomo se veselim tudi iz tega vidika. Ker smo bili zadnjič govorili o influencerjih, pridejo. Pridejo na take dogodke, definitivno. Ja, to so nekako 4, potem pa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tako da jih je 11, ja, pravilno sva preštela. Zdaj jaz, zanimivo, to sem šele zdaj opazil, da je v vsakmu dvoboju od preostalih v bistvu en neslovenc. Ja, To je ja. v bistvu samo slovenski derbi, Ja. čeprav vem. Je Slovenc proti Slovencu. Ne slovenski. Ne, slovenski. Ja, Ostalo so pa tudi pač dvoboji, ki ni Slovenca. No. Ja, Tako da je v bistvu več neslovencev kot Slovencev. tako. Ja. To mi je zanimivo. To je res pol v bistvu tak mednarodni Ja. dogodek. Tako da pač še dodatna potrditev, da se splača to danes videti. Ne? Pa jaz mislim, da bo tudi za naprej, ker zdaj zelo na hitro menjava vse, da se bo tudi še kakšen tak dogodek zgodil, pa da smo v bistvu mi zdaj del nečesa, zato mi je tudi to lepo. Ker vem, da sem verjetno del nečesa, ker če se šefe ne bo predal, ker mislim, da se ne bo, ker človek ima res delovnost in vse v boksu. In pač tudi, Res se trudi. če ti je šport všeč, če ti je neki dol ta šport, mu hočeš to vrniti in Ja. po mojem No, se to tudi sam povedal, ker smo imeli v bistvu mi dva že pogovor, Ja. tudi na našem kanalu. lahko si ga ogledaš. Ja, ampak bo tudi verjetno Golden Gloves Fight Night 4 in to pa, glede na to, kako to raste, bo pa Bo še več takih res zanimivo. eventov in pa med dvobojev zanimivih med Ja. samim eventom. Kaj ne rečem?
zelo na hitro sva midva tlele obdelala, kaj se bo danes zgodilo. Lahko bi še dalj časa govorila, ampak ura pač dober. Bi nama pustila, sam jaz nočem nakladati zdaj nekaj. Ok, tako da v bistvu nekako važno sta povedala, mogoče ste tudi videli screenshot. Mogoče samo še tako omenim, borijo se Nejc Petrič, ki je bil moj trener, Alen Šišič, ki je trener od mojega očeta, tako da on je tudi zgolj napravil vse. Djelon Janozaj, to so zdaj Slovence, razlagam. Sašo Vorkapič ne poznam, Andrej Bakovič tudi poznam, on je zelo velik šov naredil prejšnjič, no mislim, saj ljudje so ga zelo podpirali. Potem je pa tudi ena par novih, Ilja Liščuk, ja, on je za Slovenijo se bori očitno, sam verjetno Zagotovo ni Slovenc, ja. In tako naprej, no, tako da zasedba je kar zanimiva, je pa predvsem res poudarek na Alenu pa Nejcu, ki sta pa naši zvezdi, no. Nekako za njih si ta event stoji, na njih stoji event, tako da... Ja, ampak tako, ko gledam, še to omenam, ta slovenski derbi bo res zanimiv, ker prej, ne vem, zakaj sem dobil tak občutek, me je varal, da bo več teh slovenskih dvobojev, pa je v resnici samo eden. To je bilo prej, veš. To je bilo, ta prvič, ko sem se videl na boksarski event, so bili praktično sami Slovenci. Sam ni bil to, mislim, da nisem šel na ta prvi event, ko sem šel, je bil še Zavcev v organizaciji. Aha. Ni bil še Andraž. Pol je pa Andraž prevzel v bistvu te dogodke, ne. V celoti praktično. Vsi so, tisti je pololimpijski boks, ki je za mlajše, ne. To pa zdaj profesionalni boks. Ja. To je mogoče ena zanimiva tema za pogovor, ker olimpijski boks v resnici je pod profesionalnim boksom. Večina olimpijskih boksarjev ne bi imeli šans proti profesionalcem. Ja, sem dobil na olimpijskih igrah, ker gledam tak občutek. Ja. Mislim. Vse so dobri, ne? Ne, seveda. A veš, ko trenira v tem svetu, sam večina boksarjev bo hotela iti v profesionalen boks, ker tam je denar. Pa tudi, denar je, pa več eventov se mi zdi. Več gledalcev, vse. So pač... Lažje je v tistega boksa živeti, kot pa olimpijskega. Definitivno. Sploh odvisno, v kateri državi živiš. Če v Sloveniji, če bi živel z olimpijskim boksom. Ja, sam pa isto s profesionalnim, zdaj šele Andraž je začel mogoče te stvari. Ja, če nisi svetovno dober, je malo težje. Ja, da moraš iti ven nekako. Ne? Ja, moraš zdaj pa Andraž dela na tem, da bo pripeljal te stvari tudi sam. Kar potem definitivno pomeni, da se tudi v Sloveniji lahko razvije kakšen super zvezda boksa v prihodnje. Ne čez 10 let. Da dejansko da priložnost, ne? Ja, priložnost, ker v bistvu samo priložnost rabiš občasno. Ker če nimaš priložnosti, potem... Ker marsikjer Slovenci v resnici kar... Zelo dober, pa tudi sej sem spoznal veliko, zdaj zaradi tega podcasta veliko, si jih imel tudi ti sam na podcastih in pač ljudje so zelo veliko sposobni. Meni sem imela že zelo veliko tudi finalista olimpijskih, polfinalista olimpijskih iger in ostale, ki so na zelo visokem nivoju v različnih športih, tako da pač vidiš, da nivo je v Sloveniji. In kaj se bo pa dejansko zgodilo naprej? Ja, to pa midva nimava nič za debatirati, nič ugibati. Meni se je treba to samo videti. In, evo, dogodek od tukaj naprej. Da pozdravimo tudi sodnike, ki tukaj so. Marko Majetič, sodnik, Timotej Puško, Andrej Jekel iz Slovenije, potem pa še iz Italije, Ajet Mani in pa Tonino Milo. Veliko aplauz tudi za sodnike. Tako da, spoštovane dame in gospodje, tukaj je prva borba večera v Super Lightweight kategoriji. Sašo Vajcer. Jaz sploh nekaj dosti za komentirati, no? Ne, nisem se povedal. Sodnik prve borbe večera je gospod Ajet Mani. Spremljali pa bomo 4 runde, 3 minute, seveda, če bodo šlo do predčasne prekinitve. Mislim pa, da se to se pa zdaj vidi.
Pa še tako na glas malo, da se še najdo po mojem sliši. Mogel bi se. A ni zanimivo, da moraš imeti filter proti soncu noter v dvorani? Ja, osvetlitev je taka. Ja, osvetlitev je taka, ja. Zdaj pa seveda sledi še razglasitev rezultata in sicer Smarova v rdeči kot Ali Evo Šilcu! Tamo me pa najboljši prihod na oder od vseh. Pa še sabuha, da je sam noro. To pa zveni, da ga bo poslal na pokopališče. Ta buska pa res, da ga bo na pokopališče ravno kar poslal, ne? Pa se ni prišel igrat. Jaz ful stavam na tega Žižiča. Jaz pa ne vem, kaj eksplozivnost pri Črncih je malo drug nivo, ne? Ja, to je res. Sam se, bomo videli, zanimivo. Ja, to Pa tam ima ful verjetno več boksarskih izkušenj. pa, ja, pa ful je višji, se mi zdi, vsaj tako se mi zdi. Ja, Tega je saj povedal. njega ful več skrb. Se povedal. Bolj tako suh se mi zdi ta Ja, sem, Črnc. ja, možno. No, Gančan, da ne bomo. Gančan, ja, okej. Gančan. Ne bom kdo kaj mislil, ne? Ja. Ne, zdaj ni to, da bi navil za kogarkoli. Ja, ja. Sam to, moje mnenje. Ful več je skrb tega Žižiča. Ja, Ja, ful več. To še nič ne pomeni, bomo videli. ta sodnik je ful zabaven. Kaj je ful zavzet. Si pa zamisli. Tuf, pa je dol. Kjer pa ne vem, veš. Po moje pa ne bo. Ne, jaz tudi mislim, da bo kar dolga. Ja, jaz tudi. Ta zgleda pa kaj da je dosti osebno. Ja, Ful ima dolg doseg ta, ne? ja, dolge roke, ne. Modri kot. Ja. Malo glej sodnika, malo glej pa bokserja. prav. Ajde. Ker tako vsake toliko se ti bo zazdel, da se bo hotel, da sodnik z njima slepst. Rega, a vidiš? Ja, to je pa, to je pa dober pas. Ajde, Simon, vprašanje zate, v koliko času bi bil knockout Aljaž proti komu od teh dveh? Naših. Šun Aljaž, ki je prej zmagal, proti tema. Dosti hiter. 2 minuti po mojem. Oh, je. Sam, veš, ker je taka razlika v moči, a veš. Ja, Pa ta oba tudi znata boksat, ne. ja. Če ne bi bilo že tako, okay, ne bi bilo kontra, ne bi on verjetno zmagal sam. Veš, to je moje 10-15 kg razlike, ne. Ja. To je pa ful. So pa ti starejši ponovadi ful trpežni, to je tako kot endurance pa kolesarstvo, veš. Ja. Ker z leti dobiš ful na tem, ne. Ja, se zato me je zanimalo, je kaj daljša, mislim, več rund. Aha. Ne, Ni več rund. to pa ni odvisno od tega, koliko so stari. To je bolj odvisno od nivoja, meni se zdi. Aha. Veš, kaj Ja, ne, kaj pa. Alan ima po moje 6 rund. A veš, te ima pa po 4. Ja. No, Tako vidiš, ne. ja. Tako je, če lahko pa me poslušala, boste imela probleme, ne. Ja, se mi zdi, da je Žižič vseeno malo boljši. Ja, Da bo zmagal, če bo šel tako naprej.
Sej, šele prva, ker realno una dva prej sta začela boksati v tretji rundi. Iskreno. Ampak vedno je tako. Ali če se Sploh pa Ralenu boš šlo zelo, kaj jaz prvič. Sploh pa Ralenu boš videl, on bo prvo rundo bo čist na izi šel, Pa bo. pa drugo rundo bo pa konca, veš. Tole bo šlo vse do konca brez nokauta. Ja, bi znal biti. Ne deluje mi neki. Čeprav una dva sta se res razživela kasneje. Če se bosta tudi ta dva. Samo veš, nokaut je ena taka stvar, ki pride iz enega udarca. Ne iz 10, a veš, tako da ti tle ne moreš vedeti. No, ampak če si zmatran, če je tempo višji, pa se naredijo hitreje razlike. Ja, No, ampak vem pa, da pride iz enega udarca. veš, ampak tle se tudi lahko zgodi, da ga je zdaj uspel prebrati. Ja. Ker te se mi zdi, da grejo bolj na slepo, kot boš šli v pol, ne. To pa mi se mi zdi, da je očitno sprememba nivojev. Ja, to ti lahko bolj predvidiš, kaj jaz. Jaz bom bolj kako zgleda, Ja, bom bolj dajo ocene. Trenutno mislim, da je Žižić tle veliko bolj napadalen. ja, Mislim, da ni tega težko prepoznati. ja. To ni bil nokaut, to se spotaknil. Ja. Sam še zmeraj šteje, ali ne Ja. šteje? Ne šteje. Ali pa v psiho šteje, če ti tako le padeš, Ja, pa ja. si, če bo šlo tako naprej, tukaj mislim, da Bo zmanjkalo baterije. Ne, se ne. Ne. Imam. Si tle powerbank, moje full long baterije. no, Sem ti rekel, da se lahko to zgodi. Knockout. Seveda bomo počakali, da nam bo razglasili, mislim pa, da je vse jasno. Je, ja. ja. En je šel dol, drug je ostal gor. Ne? Pazi zdaj to. To se pa odr trese, kaj hod nam. Njegov zgodnja epizoda, rojen 4. februarja 1989. Starost 36 let, višina 180 cm, klub čempion. Hrvaška, ne? Okay. Lagano. Kjer drugi kot je pa Džuglašvili, ne? Se pravi Gruzija. Ja. Hrvaška, 100%, ker Jaz sem tudi bo nazadnje veliko bolj agresiven. višje, ful višji, daljše roke. Jaz sem nazadnje isto tako ocenil heavyweight borbo, pa sem se hitro zmotil, ker je v prvih 30 sekundah ta drug zmagal. Aha, no bomo videli. Ja, Na koga ti staviš? na nobenega. Na nobenega. Jaz, evo, do zdaj se še Sam, nisem glej te noge. Jaz se do zdaj še nisem zmotil, ampak tudi mislim, da se zdaj tudi ne bom. Ok, se pravi, stavimo na rdeči kot. Hrvaška. Rdeči kot, sem. Dobro. Mogoče prva ocena po prvih 10 sekundah, da ne bo kdaj prepozna, veš, ker se lahko se zgodi, da bo že konc. Prva ocena, je še nisem dobil. Ja, Hrvaška še vedno, ostajam pri tem, kar sem rekel na začetku. Ful ima daljši doseg, ne? Ja, sej to sem rekel. Sama veš, kjer je že tis Džugašvili? en Ukrajinc je, Ja. mislim da, Ja. ki tudi ista podoben bild, pač debel, nizek, Ja, no pa smo ga svalili. no, pa ne, da smo svalili. Jaz nisem svalil, jaz sem spet zadev. Jaz sem knockout svalil, A ja, slaba. že drugega. No, ampak se vam jaz povem, kdo bo zmagal že. Ja, očitno lahko zdaj tako rečemo, jaka bo vse zmoral napovedal. Že tretjega. Ja. Čakaj, zdaj. Neke zdravstvene težave zgleda biti. Evo ga našega. Ladies and gentlemen, the decision is here. Kdo je zmaga, gre seveda z knocoutom. V rdeči kot Marko Milo!
Tukaj pa ne veš, ne. Ne vem. Tle rabaš pa malo. Jaz Tale Arbor. tle mislim, da bo Arbret, zato ker ga poznam, ampak te druge ne poznam, tako da je težko tle karkoli. Zdaj pa sam gled, kako se premika. Ker to je pa prav, to je pa umetnost. Potem pa runih heavyweighih je sam luštn, ki je močno, ne. Tle se pa to je pa tak footwork, da sam gledaš. Veš, ta spremni darc štima je v bistvu tako, da števaš razdaljo, ne. Ja. Kje bo pol naslednjem letu. Vidiš, ne, pol naštevaš razdaljo, pa sam leti. Dokaj izenačeno se gleda biti, Ja, ne, še vedno tale Arbor. Okej. Ker se mi zdi, da ima pobudo. Pa tlej, ne vem. To je malo tako kot ful več. V nogometu, Real Madrid prevzema pobudo, vse žoge 54% proti 46%. Ne, sam vsega bolj napada. No. Ja. Mislim, meni se to zdi. Možno. Ni treba veliko vedeti, da to vidiš. Ja. Ja. Ja, to je res. Ves čas od začetka, mogoče prvih par sekund. Jaz se malo ukvarjam še s kamero, pa pol stvari spregledamo, Ja, se to pol. ne, ampak ga je že dokrat poučil. Po. Veliko več udarcev kot v prejšnjih. Ja. Veliko. Ja. Pač tam greš z enim dol, tle greš pa 100 pa še zmeraj. Pa en dober pa greš. No. Ampak po moje knockout bolj proti koncu, če bo. Mislim, ker mi izgleda ta krv. 4-0. Ja, 4-0. Pa še Slovence zmaga, če jaz kaj prav vem. Ja, ne mislim. Ni glih Slovenc, ampak nastopa. Ja, nastopa se Slovenija. Ja, spet. Ja, spet smo Oba uganila, kdo bo zmagal, tako da ja. Ja, spet se nisva zmotila, tako da... Do zdaj si bolj manj Tino, jaz nisem bil toliko se kamor. No ja. Tako da me zanimivo. Ne, sej tle nisem bil toliko zelo siguren, ker prejšnji je bilo vsaj meni zelo jasno. Evo se laufal, kamera dela, teče. Ja, ok, zdaj pa malo se opravičujem za sliko, no, ker moramo mikrofon govoriti, pa temno je. Ne moramo prav posneti slike dobre, glih toliko, da se sliša, ne. Pa še to ne vem, če se, ker je muzika res glasna na trenutke. Ja, kaj, do zdaj smo videli 4 borbe. Vse zanimive, vse so se hitro končale, zato je tudi pauza, koliko razumem, malo hitreje prišla, pa daljša je zaradi tega. Zdaj imamo 20 minut pauze, ne? Ja. Pa ti si v bistvu 4 borbe, Ja. pravilno ocenil. Ja, kdo bo zmagal, ne? Ja. Nisem ocenil, ampak vse so z knockouti, razen ena, ta prva ni bila z knockoutom, ostale pa so. Tle mogoče ena stvar, ki se vidi, je, da pač poznaš šport v nulo. Ja, vidiš, ne, jaz vse, kar se koncentriram, je, da vidiš, kako človek zgleda. Ker to največ pove. Zgleda pa, kako se premika, ne? Ja, kako se premika, kako zgleda, pač iz kolesarstva vzameš. Pač, Ja. To je najbolj pomembno, največ ti pokaže to, kako zgleda nekdo, ne. Zdaj, jaz sem že prej napovedal, ker sem pač sam tako po konstituciji telesa malo hotel napovedati, ampak vmes se je vedno izkazalo, da je pač tisti, na katerega sem na začetku napovedal, zgledal veliko boljši, veliko bolj živ, veliko bolj se je gibal, več udarcev je dajal in pač nasprotnika zmatril, pa pač v knockout prišel. Vedno ful hiter, razen v prvi, ne.
Ja, kaj je določil modri kot zmagovalec. Ja, to je nekako res, tako si jaz mislil, ampak dajmo zdaj se posvetiti borbi, pa da vidimo, kaj bo. Če bomo uspeli kaj videti mimo naših kamermanov. Ja, veš kaj, ful je višji in ima res daljše. Njihov višji, 5 centi višji. To kar je. To je tako, kar med nama. Še bližnji. Zdaj nikoli ni fajn biti preveč egoističen. Kako zgubiš? Ne spreminjam mnenja. Ne spreminjam mnenja, še vedno mislim, moder kot stane, Mariborčan ga ima. Čeprav je veliko bolj izenačen, kot še ne prišli. Meni se je ful izenačen, ampak. Je, možno. Ste dva Slovenca, veš? Ja. Ta zgleda, da bo na točke. Ja. Zgleda, mislim, ta v rdečem kotu zgleda ful bolj stabilen. Ja. Ta ful bolj žučno zgleda. Ja, ful, definitivno. Veš, ker tam prenaša težo, ta pa bolj skače. Veš, ker skozi je unitko, ne? Ta drug pa bolj prenaša težo, se mi zdi. Ja, veliko bolj pametno ga. Ja. Ker imam feeling, da ga dobro malo počaka, da tale iz modrega kota skozi neki poskuša, sam koga pa paše. Ja. Jaz mislim, da moramo bo šla pač na točke čez. Ja. En bo zmagal. Se mi zdi, da zdaj rdečno veliko bolj. Ja. Ali v modrem, kar sreča, že pa ni okol padel. Ja. No, ne gremo dole. Rdečemu kotu se že smeji. Ja. Ja, če bo šlo na točke, ni dileme. Če bo šlo na točke, ni dileme, kdo je kaj zmagal. Ja. Če, lahko pa se zgodi, tako kot si rekel. Ja. Dober se to rešil. Teh zadnjih 10 sekund je bilo najbolj živčno. Ja. Ker veš, da imaš konec runde, da imaš pauzo. Celega pa je odlično, da je to gol. I gol ga, totalno. Če bi še prej to naredil, bi... No pa je zanimivo. Mogoče ga bo zdaj po točkah še vedno tale v rdečem, ampak če bi se prej to zgodilo že v drugem kotu. Ja, sej, ampak mogoče bo pa zdržal v rdečem, pol bo zmagal, če pa, ampak je bliz, da ga sam zruši. To naredi dobro borbo. Zanačena, ampak še vedno na rdečem. Sklec je začel delati. Deljeno. To pa... Okej. Ja, jaz tukaj stavim na rdeči kot, kaj pa ti? Jaz pa upam na rdeči kot. Zaenkrat ni še nič. Ta zgleda, da bo bolj dolgotrajna. Ja, itak, ampak to so že velikrat, vsaj jaz sem mislil, da bo pa se je pa kar končalo. Ne vem, po moje ma ne bi noben dal še nekaj, da je bolj aktiven. Ja. Tudi po udarcih, ne vem, če ima kdo kakšna prednost.
Ne. Ne bi na pamet, ne bi vedel. Evo, prežvejo knockout, da vidimo, a boš uspet dol. Dol, gotovo. Gotovo. Še bolj. Time out. Pa dej povedni. Ja, pač zaenkrat to ne. Ni pauza, ker moram uno, da tu. Izvolaj. Pa naj ga sesuje, kaj? To je že zmago, gladko. Jetra! Tati, go! Jetra! Go! Zdaj se ga je pa ujel, nanj ga se je ujel. Nemo tam da počiva, tam dol. Tako, še ena. Makar se še ena, to. Nemo da, štica. Še enkrat ga mora potlek vrsti v tej rundi, pol je pa gotovo. Ja, Veš, kaj to je pa, bolj po moje. ne vem, kaj, ni več dolga runde. Evo, gotovo, zmago je. To je to. No pa smo zadela še 5 od 7. Koliko smo zdaj zadela? 5 od 7. Kar je kar nove. Ja, če bi stavila na te borbe. Ja, bi bilo dobro. Brez besedi je povsem jasna, spet vidijo, drugi gol večera in tehnični novkano, res malo rdeči gol, ki je osvojil. Osma borba večera Domilas Fight Night 3. Za pas WBF Heavyweight title na Domilas Fight Night 3. Tukaj je tudi supervizor Ben Bakic iz Nemčije, from Germany, Ben Bakic. Supervisor, please welcome, in the blue corner is coming, Todor Cvetko! Gospodje, zdaj seveda pričakujemo še novega nasprotnika Vodič. Zadnje, kar se je zgodilo, je bilo, da bo tako že konc. Danes verjetno ne bo. Ne, bom. Ne verjamem. Vemo pa ne. To se zgodi marsikje zdaj. Evo, heavyweight fight. Potem gremo samo še na lažje danes. Ampak še vedno zelo pomembno. Ja, Vedno bolj pomembno se mi zdi. ja. Vse tako je v bistvu narejen večer. Ja, to pa je heavyweight, ne? Z razlogom.
Tle pa gledaš samo, koliko močno žge. To pa že The Clash of the Titans. Tle težko karkoli oceniti, ampak jaz mislim, malo Šlo statično, ampak... Komiš že studi, ki ga vidiš, da nima več, no people. Vidiš, da je paco, da več v njem, sam še brans. Ne skriva prav dobro svoje utrujenosti. Sicer je težko, ampak meni se je, da ga ima. Ker mi napade. Celo večno. Dobro si opazil. Ja, dosti je zdaj Balkana, zdaj imamo Balkan v Ameriki gledati. Pa seveda bomo navijali za Slovence, a ne, da ne bo kakšne pomote. Ampak ja. Naslednja borba je Alen. Predčasna prekinitva. V tretji rundi oziroma minuti 51-45 s tehničnim knockout zmagovalna urednica Spoštovane dame in gospodje, pozdravimo ga! To je Gregorio Jose Marcano! Zdaj pa ga povabimo, Vladnici kot prihaja! Ne bo. A bo več kot 4 runde ali ne bo? Ja, do zdaj še ni bilo. Tistih tabel bilo sem 4 naredile. Kjer 4 bilo pa samo v unem, ker sta šla do konca, ne, te dva. Najhujša borba v osmi. Ta prva, ki je šla do konca, ostale so bile vse prej konc. Ja, Tako da, ja, bomo videli, kaj bo zdaj. se pravi 10 rund je napisanih. 10 zagotovo ne bo. Ne vem, nazadnje sem videl Alena končati po točkah. Samo gledaj po bego. Ja? Po bego, ker pa je ena mogla, kot drugo pa nulo. A ja. Ajde, Alen! Udri ga! Tega pa je, ja. Ja. Oba polna energije, nič ne bi na faci, da bi koga kaj poliral. Napred, Alen! Dega! Alen! Alen, ajde! Udri, Zadim, udri!
Dober lokma. Noben nas, Ajde, Alen! da bi karkoli imel težave. Ja, sem ga pa že neparkrat tako žgal, da... Ja, sam skriva. Udri ga! Če že vsaj skriva zelo dobro. Se to moraš. Nima več dosti baterije, čim prej konc. Deva! Spolož ga. Ajmo! Ajmo, Alen! Ajde, Alen! Udri! Udri ga! Udri ga, že! Alen! 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 Bravo, bravo! Ajde, Alen! Ajde, Alen! Alen! In gospodje, iz Kolumbije prihaja Camilo Enamorado! Njegovega nasprotnika, ki prihaja v rdeči kot, starost 23 let, v višini mere 174 cm, prihaja iz kluba Golden Gloves Gym, glavni trener Andraž Cijuha, spoštovane dame in gospodje, v rdeči kot prihaja mladinski svetovni prvak VBCSI. Kaj sledi? Iskreno, to se mora pogovoriti z Andražem. Imela sva fokus na to borbo prvo, potem pa vse ostalo, tukaj gre zmer rečeva, rundo po rundo, udarc, korak po korak.
Tako da zmeri greva postopoma in tako bo tudi zdaj naprej sestavila taktiko in upam, da se za večje pasove. Imam en poseben komand osebi, ki me je pripravilo boks in se pravi, s tem komandom sem se poslovil brez tega ne bi pomenili, ne bi bilo boksa, to je bilo oči učiti. Mislim, da ni tle več nič za povedati. Upam, da se me kaj sliši, mislim, da ni več tle nič za povedati. Tako da se vidimo naslednji torek.